Prelomne osvoboditve edinega koncentracijskega taborišča na slovenskih tleh pod Ljubeljem sta se poleg številnih tujih gostov, predvsem iz Francije, udeležila tudi slovenski premier Miro Cerar ter prvi predsednik Milan Kučan. Spomin na umrle v podružnici taborišča Mauthausen je pri spomeniku Obtožujem počastilo nekaj 100 ljudi z nedvoumnim sporočilom: nikoli več. Svoboda se ne nasledi, zmeraj jo je treba uresničevati. Je misel Lyndona Johnsona, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, tovarišice, tovariši, borke, borci, nekdanji taboriščniki, izgnanci, njihovi sorodniki, dragi gostje, dober dan in hvala za današnjo prisotnost. Danes smo združeni in zbrani s preprosto željo, da se trpljenje nikoli več ne ponovi. Druga sobota v juniju, datum osvoboditve nekdanjega taborišča Mauthausen, je dragocen tržiški praznik z jasnim, pomembnim sporočilom že desetletja. Zato smo še posebej počaščeni in veseli, da ste z nami tudi številni ugledni gostje. Še posebej prijazno pozdravljam slavnostnega govornika, gospoda Borisa Pahorja. Predsednika vlade Republike Slovenije, gospoda Mira Cerarja. Prvega predsednika Republike Slovenije, gospoda Milana Kučana. Predstavnike Ministrstva za kulturo, veleposlanike, predstavnike ambasad, predstavnike Slovenske borčevske in izgnanske organizacije, poslanke in poslance, svetnice, svetnike, gospoda Štetnerja, drage goste iz Koroške, občine Borovelj, predstavnike Zavoda za spomeniško varstvo in vseh tržiških javnih zavodov, še posebej pa, ker ravno v teh dneh praznujemo 50-letnico pobratenja z našimi prijatelji z francoskega mesta Saint-Marie-aux-Mines, pozdravljam njih in pa častnega pokrovitelja tega srečanja, gospoda predsednika Boruta Pahorja, ki nam je danes poslal v družbo sodelavko Natašo Kovač. Pozdravljeni. Danes je z nami več kot 100 prijateljev iz našega pobratenega mesta. Prvič so tukaj v osrčju Karavank tudi francoski parlamentarci v družbi z našim prijateljem, veleposlanikom Republike Francije v Sloveniji, gospodom Pierrom Françoisem Mouriejem. Bonjour. Tudi tu, v tem čudovitem naravnem okolju idiličnih karavanških vršacev, se je pri gradnji predora za bodečo žico v gladu in mrazu rojevala današnja svobodna in združena Evropa. Načela svobode, enakosti in bratstva so bile takrat poteptana in predstavniki kar 13 evropskih narodov so hrepeneli po toplem žarku svobode. Prišla je, ni pa dana zavedno, niti sama po sebi. Zanjo se moramo boriti in jo ohranjati prav vsak dan. Da je temu tako, da je svoboda stalna tarča in na preizkušnji priča letošnja 25-letnica osamosvojitve Slovenije, pa teroristični napadi v Parizu, Bruslju, nerazrešena begunska kriza, vse večja neenakost in razslojenost v družbah, brezobziren pohlep in diktatura multinacionalnega kapitala. Zato je prav in nujno,
da iz tega in vseh ostalih svetih krajev trpljenja ljudi jasno in glasno sporočamo: nikdar in nikoli več, naj se ne ponovi. Edina garancija, zato smo mi sami. Prenesimo te vrednote na naše sinove, hčere in vnuke, na mlajše generacije. Za nas že dolgo ni več dilema, kdo je bil v drugi vojni na pravi strani in kdo ne. Zgodovinska dejstva, kdo je bil agresor, kdo sodelavec okupatorja, kdo pa osvoboditelj, so jasna. Če kje, še posebej tu, na tem mestu nekdanjega koncentracijskega taborišča Podljubelj, prisotni in prisotni, tu se je točno vedelo, kdo je bil lačen, bolan, izstradan in bos na eni strani, kdo pa več vreden na drugi strani bodeče žiče. Ponosen sem, da smo to obdobje končali na strani zmagovalcev. Taboriščniki številnih evropskih narodov pa so postali svobodni, nam, Slovencem, pa je uspelo ohraniti našo domovino in slovenski jezik. Zelo sem zadovoljen, da taborišče kot živa priča in simbol tistega časa po prenosu na občino in z dobrim sodelovanjem, tako stroko kot državo, doživlja boljše, bolj urejene čase. Namenjamo mu več sredstev, več pozornosti, več časa. Trudimo se tudi za kakšno evropsko sofinanciran projekt, da dodamo novo vsebino v tej novi finančni perspektivi, da ohranimo spomin vsi skupaj tu, pa zagotovo želimo in zmoremo še več. Zato iskrena in velika hvala ter pohvala vsem, ki nam pri tem pomagate. Tržiškemu muzeju, Zavodu za varstvo kulturne dediščine, upravljavcem, pa tudi Ministrstvu za kulturo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, organizaciji Zveze borcev na lokalnem in državnem nivoju, kulturnikom, šolam, še posebej pa našim prijateljem iz francoske in ruske ambasade, ki nam pri tem pomagajo tudi med letom. Eno veliko hvaležnost pa moram izreči mojim Tržičankam, Tržičanom in Podljubelčanom. Takrat, ko so tu proti Podljubelju gnali ljudi kot živino, so znali ločati zrna od plevel in se postavili na stran žrtev. Tako naj bo tudi naprej. Srečno! On fuit. Pourquoi? Pourquoi? Še slišite, to bitje srca za svobodo. Entendez-vous encore ce battement de cœur pour la liberté? Še slišite to bitje srca za domovino? Entendez-vous encore ce battement de cœur pour la patrie? Še slišite to bitje srca za pravico in lastno resnico? Entendez-vous encore ce battement de cœur pour la justice et la vérité? Pa smo se iz zgodovine sploh kaj naučili? To sprašujem danes našega slavnostnega govornika Borisa Pahorja, akademika, pisatelja, med drugim dobitnika najvišjega francoskega državnega priznanja reda Legije časti, dobitnika najvišjega priznanja, ki ga lahko dobi tujec v Avstriji, častnega križa za znanost in umetnost za obveščanje o nevarnostih fašizma.
za nas pa predvsem neumornega zvestega pričevalca. A lahko začnem? Ja, ne, pozdravljeni vsi predstavniki oblasti, tako slovenske, kako francoske, dragi prijatelji. Predvsem hvala, da ste me povabili, zato, ker sem tudi jaz bil, čeprav malo časa v St. Mariju Vin, takrat se je imenoval Markir, in sem prišel ravno takrat, to so neko tovarno spraznili in so naredili tam taborišče in jaz ne bom govoril o tem, kaj smo mi tam veliko 12 ur na dan delali v predoru. To je bilo kakor povsod lahko, kakor povsod potem bolezen in kakor povsod je bila smrt. Tam se je zgodilo, da se jaz sedel na enem zaboju, kjer je bil že naš tržačar, en Krašovec je umrl. Mene je bilo ta tretji teden, ko sem bil tam, kako ne, to se pravi. Tako so imeli silo, da so šteli po noči, po dvakrat je moral človek, ko je prišel z dela, ne, in je dobil tisti kos kruha in tisti košček, ponavadi margarine, ne, in ko mi čakal, da se bo vlegel, in eno uro, 2 uri potem je bil avštejen, ne, in so morali šteti, zato ker so pozabili šteti pravilno. In smo se spet spravili spat in potem je čez 3 ali 2-3 ure kasneje spet bil avštejen. In to je bilo nekaj nemogočega ti zdaj. In te je bilo psihološko, živčno. In tisti Krašovec Bog je bil vajen dobro jesti in dobro spati. Tako da je šel, bi rekel, na unji svet, med prvi. Sicer ljudstvo je bilo tam zelo prijazno in ko smo se vračali iz predora, je bila hiša nekako, kjer je bil tudi potem spodaj naše taborišče, zblizu. So marsikatera žena je, ena se spomnim, bilo druge na stropu, si bisala solze. To se je meni, potem sem ostal v taborišču jaz precej dolgo časa in nisem tega doživel več, to se pravi. Nasprotno, ko so videli kakšnega mrtvega skozi kakšno meso, ni drsat sve, recimo, so hodile po pločniku dekleta in se sploh niso ozrle na naše veliko. In smo bili precej dolgi, to se pravi, okoli 600 delavcev je hodilo delati na Doro. Mi smo bili v dependanci Dora. Dora Mitterbau se imenuje zdaj taborišče, kjer so delali tehniki, inženirji, naši jetniki, se razume, ne, so pripravili Pavcaj, ne, to je VD. In tisti pod direkcijo, pod vodstvom von Brauna, to se pravi nacističnega inženirja, se je gradilo to veliko smrtno letalsko, ne, veliko ne vem, kako ga drugače imenovati, to je bila leteča smrt. In naši so se maščevali temu, da morajo to graditi, tako da so delali sabotaže. In ko sem jaz prišel z Dachova, tja, prejšnji dan so jih pobesili 10. In ko preden smo šli potem na transport smrti, Bergen-Belsen, tja, so jih pobesili 20. In po eni knjigi, kjer piše od spomine na taborišče, je slika, kako so to naredili, bi rekel, en tako železen križ, kjer je bil, in je bilo za povesiti 30 naenkrat in so jih povesili 30 naenkrat.
vsem tem Evropa ne ve nič. Vidite, jaz sem začel s tem pripovedjo ravno zaradi Evrope. To, ko se dogaja danes pri vas, lahko rečemo, da je evropskega pomena. Žal, da je to v negativnem smislu. V negativnem smislu, zato ker to vaše taborišče Strutov Natzweiler je bil dependanto Strutov pa Natzweiler, je to taborišče bilo St. Marijo in ne. To ste zamislili, vzame taborišče Strutov Natzweiler je eno izmed taborišč, ki moram povedati to, čeprav se tiče mene, ministrstvo je mene nagradilo, zato ker je moja knjiga Nekropola, ki v Franciji se imenuje Šemen, ni Šemen, ampak jaz nekako sem obiščen taborišče kot Božji potnik. V tem smislu je to taborišče vse Evropa spoznala in to piše ministrstvo francosko po zaslugi moje knjige. In to se pravi tudi o taborišču, to se pravi ta majhno taborišče, imenuje tako St. Marijo Min, je prišel v Francijo po zaslugi moje knjige. Ampak to, kar je zdaj pomembno, je, da Strutov Natzweiler, nemško taborišče v Franciji, in ki je nastalo, kako se rekel prej, po taborišču Strutov Natzweiler, ki je nastalo zato, ker je Dachau ustvaril taborišče Strutov Natzweiler. To se pravi, Dachau je bil začetek nemških taborišč. Kakor bil Buchenwald na drugi strani začetek nemških taborišč. Kakor Mauthausen, kako sem rekel prej, Dora, Bergen-Belsen. Vse to so nemška taborišča in potem jih je še 10 drugih, ki jaz na pamet ne vem, ampak sem napisal eno knjigo, najprej v italijanščini, ki so me oni spodbudili, založba italijanska me je spodbudila, da ne napišem, ki se imenuje italijanščini Triangoli Rossi, je išla v slovenščini Rdeči trikotniki. In to sem napisal zato, ker vsa ta taborišča, ki so taborišča Rdečih trikotnikov, ki v bistvu ta Rdeči trikotniki so delovali v taboriščih, ki so se imenovala delovna taborišča. Delovna taborišča pa so v Franciji vsa taborišča smrti. V vseh nemških taboriščih, delovnih taboriščih se je umiralo najprej od lakote, potem je sledila bolezen, ki jo je povzročila lakota, in potem je bila smrt, ponavadi za kakšno drisko. Taboriščih, o vseh te usodi teh rdečih trikotnikov Evropa praktično ne ve nič. Zato, ker ko je dan spomina enkrat na leto in ki se Evropa dan spomina, se spominja, v bistvu se govori o usodi judovskega naroda. Vse je to nekako, bi rekel, okoli Auschwitza združeno. Jaz nima nobenega namena jemati kakšno vrednost
Auschwitzu in kar predstavlja. Nasprotno, kapo dol pred to usodo, kapo dol pred to, kar so ljudje doživeli in da je prav, da se Evropa spominja. Ampak zato, ker se spominjate tragike, ne bi se smelo spominjati na one druge tragike, ki je ravno tako tragična in ravno tako je vodila v smrt. Razlika je bila edina ta, evo, in tukaj bom poudaril, da tam je plin uničil takoj človeka, ko je prišel, nekako kako češ, da gre v kopalnico, ki ni bila kopalnica, ki je bilo, bi rekel, barak, ali kar je že bilo, ne, smrti s plinom. In potem je bil zakop, oziroma žganje, ne, to se pravi peč, in potem so pokopali, ali pa so žgali, in na kopu naredili veliko, nekako so naredili tudi v Dori, kopu veliko in tam je gorela iz ta kopa. Medtem ko naša taborišča je bila kopalnica in je bila prha, je bila razirati človeku vse, kar je bilo las in dlaka in ga razkuže vod, kako se razkuže eno kravo ali pa eno katerikoli žival s čopičem, se rabi tisti čopiče za barvati, kar sta drugo, ta taborišču, je tako bil dober, to se razkuževa. In potem, ko si šel iz tiste kopeli ven, si bil nah in bos in si moral čakati, vdahov si moral čakati, ko smo prišli s Trsta, smo morali čakati, da pred naslednjo barako, ki je bila recimo 100 metrov daleč, pa v coklih in na snegu, čakati, da si te povedali, kako se imenuješ, in to, kar jih je zanimalo, rdeči trikotnik si dobil, da si se našel na prsno stran, in številko, da nehaš videti, kaj si imel, ampak postane številka, in potem, kar jih je zanimalo, kakšen je tvoj poklic. Evo. In ker moj poklic je bil, da sem bil študent, univerzitetni študent, sem dobil pač za kopati in za delati tako, kako dela kmet in tako. In tako sem tudi v St. Marijo Min dobil, kako en kmet in tisto, in smo morali tračnice dvigati, potem gotovo so prišli drugi stroji, mi smo bili začetniki, mi smo morali kopati okoli iz take tračnice, potem, da bi dvigali. To je bilo nekaj nemogočega v tistem prepihu, in če si dobil povdne tisto brozdo, ko si dali za kosilo, si moral nekako cel dan biti noti v tistem. V zadnjih dneh aprila so vse vhode v rove zazidali. Vedeli smo, kaj to pomeni. Natrpali bi nas vanje in nas zaplinili. Na srečo se to ni zgodilo. 5. maja so prišli Američani in nas osvobodili. Sledil je kaos. Jesti, žreti. Pri tako slabotnih telesih je bilo to nespametno. Mnogi so umrli. Jaz govorim o krivici, ki se dogaja. Evropa se sploh ne spominja tega, niti da bi tisti, ki govorijo, če rečejo kakšenkrat, tudi taborišča, delovna, ki so bila uničevalna taborišča, da bi tam rekli, da bi tam noti v tistih delovnih taboriščih so bili rdeči trikotniki, so bili vsi tisti, ki so bili proti nacizmu, in so tukaj za kazen, morajo biti lačni, morajo biti bolni, morajo iti vodoravno lego, da je tudi vodoravni legi šel potem dol do krematorija. Razumete? In to je bila usoda. Najhujše je bilo pri tej usodi to, da kar da si bil lačen in si bil lačen od jutra do 6. ure do večera, do 5. ko si dobil si kos kruha, ampak si šel spet vseeno lačen, da si drugi dan, ko nisi mogel stati po konci, nisem rekel, mi začetniki, mi smo lahko stali po konci, vsi tisti, ki so bili tam recimo 15-20 dni, so potem počasi morali hirati in je moral imel spremstvo na levi in na desni, da je šel na apel, in ker na apelu je moral vsi biti na položaju posor, tista dva, ki so ga spremljali, sta stala posor in on je padel na tla. In ko je padel na tla, jaz drugi dan, je bil v vodoravni legi. In
takrat je še vedel, da je v naravni negi, ampak čez mogoče 10 dni tudi v glavi je nehalo delati tisto, kar je pač odvisno od delovanja možganov in tako naprej. Vidite, jaz pa pravim, da nas je to zgodovinski dan, zato ker vi spadate v tisti del Evrope in tukaj je treba Nemcem priznati, ne, ki vsa ta taborišča, Buchenwald, Dora, Mauthausen, Bergen-Belsen in to, so povsod naredili spominske, ali spominske, bi rekel, napise, ali sploh sprejemajo tiste, ki pridejo na obisk, ne. Jaz sem bil letos tretjič že v Dori povabljen, me povabijo 5 dni, ampak jaz grem samo tako, da sem prišljajoč in da pogovorim tudi nekaj o svojih občutkih in govorim, da poudarjam rdeči trikotniki. In to poudarjam tudi danes. Vi ste med tistimi, ki se Evropi spominjajo rdečih trikotnikov. Se majhen kraj, St. Marijo Mini je bilo majhno taborišče, ampak te v imenu vseh tistih, neki so bili veliki taborišči. In če vi vzamete v poštev, ker Dachau je imel 90 podtaborišč, da Buchenwald je imel 80 podtaborišč, da sploh na Schwarzwaldstrudel in to je imel poleg tega taborišča St. Marijo Min ne vem koliko drugih taborišč. Dora, kjer sem bil letos, sem zvedel, ki je bilo taborišče, ki je bilo odvisno od Buchenwalda, je bil 39 podtaborišč. Dajte mi množiti vse v to, so naredili račune, ki niso, nekateri niso verjetni, ker reče, ne, si pozabil una majhna taborišča. Potem reče, si pozabil una majhna taborišča. Se rekel, veste kaj, jaz bom naštel, koliko so imeli ti velika taborišča dependance. Nemci so rekli temu, če sem prav spomnil, ne, da sem pozabil, vete, ne pomagi. Moja leta me odpušča pri tem, ne. Ampak na vsak način jaz moram vam dati to priznanje, da ta lepo srečanje z ljudmi, ki so imeli v svojem kraju taborišče in tudi da bom njim povedal isto. In isto bom tudi ponovil, bi rekel, da treba jim čestitati tako njim, ki so bili prisrčni do deportirancev. In to zaradi tega, ker je Alzacija, ker Alzacija ima podobno usodo, tako je bila naša usoda primorske, je res. Ne. To se pravi 2 jezika, in jeden popolnoma pozabljen, drugi pa nekako se hvali. Na vsak način v tem smislu, ne, moram še enkrat vam čestitam vašemu vodstvu, čestitam vam, ker ste tako številni prišli na to veliko srečanje. In če je kakšen časnikar prišljajoč, prosim, da tisti časnikar, isto mu rekel v francoščini, da tisti časnikar pove, ne, da so častno besedo zasluži ljudje, ki so se našli, eni iz francoskega dela Francije, drugi iz, bi rekel, recimo iz hribovskega dela, ker jaz sem bil 16 na Triglavu in če se danes ponosen na to. Ne. To se pravi, iz tega dela Slovenije, ne, ki se tudi ona, nažalost, ne spominja svojih deportirancev, pozablja na tiste, ki so bili v italijanskih taboriščih. Knjigi, ki so rdeči trikotniki, sem delal zraven tudi 7 fašističnih taborišč. Sem rekel, ti niso imeli rdečih trikotnikov, ampak so bili zaprti zaradi tega, ker so se bali, da bodo šli na partizane. So kar cele šole dali v Gonars in cele vasi so dali
na Rab in tako naprej. In to se Italija danes sploh ne spominja. Italija je naredila zakon, ki se imenuje 10. februar, il giorno del ricordo, ki naj bi bil zakon spominjanja, ki govori o fojbah, o kraških jamah, kamor nažalost so naši revolucionari tudi postali ljudi, ki so bili nedolžni, ki so bili socialisti zmeri, ampak ker niso marali, da bo Trst postal jugoslovanski in so jih nekako pošiljali, kako da so grešni tudi oni. Nažalost je to res. Ne? Ampak Italija namesto, da bi rekla, mi smo bili četrt stoletja zatirati jezik slovenski v Trstu, hrvaški jezik v Istri, in so bili vsi zapori polni teh ljudi, ki so se upirali proti fašizmu, je res. En proces je leta 30 dal 4 smrtnih obsodb in 4 streljanih v Vazovici, leta 41 drugi veliki proces, ki so italijanski fašizem že bil v Ljubljani, so naredili veliki proces na zaščito države v Trstu in je 5 streljanih bil. To se pravi, vse to je Italija pozabila, potem da je ona okupirala Slovenijo, je pozabila, koliko smrti je tam, pozabila taborišča svoja, ampak zakon o spominjanju ne imenuje niti z eno besedo fašizma. In ko je to prebral gospod predsednik Italijanske republike, ker kar sem jaz izjavil, meni je Corriere della Sera objavil. Jaz sem rekel, tisti zakoni nepošteni, neevropski. Zato, ker bi moral povedati tudi, kaj je bilo prej, zakaj je bilo potem 45 tisto. In predsednik, ne da bi jo omenil, je rekel, ampak mi se zmeri spominjamo, kaj je fašizem naredil Slovencem in Hrvatom. Jaz sem zdaj napisal knjigo 3-krat, tudi v slovenščini je prevedena, in tam sem rekel, hvala gospod predsednik, da se spominjate, ampak bi mi moral povedati, kaj je tisto, kar ste naredili, kaj ste spominjate. Mladini je treba to povedati. In Slovenija in Italija sta se sporazumeli, da se zmeri, da dajo skupaj zgodovinarje italijanske, zgodovinarje slovenske, ki so imeli 7 let časa, da so naredili pregled, kaj se je dogajalo med Slovenci in Italijani od leta 1880 do leta 1956. Ampak, ko so dali izjavo, kaj se je dogajalo, in tam so povedali o fašizmu, in so povedali o okupaciji Ljubljane, in so povedali tudi o tistih, ki so bili odpeljani nedolžni, zaradi kraških jam in tako naprej. Ampak tista izjava je tam, ki čaka v predalih. Tega niso dali, kako so naredili Francozi in kako so naredili Nemški, tako da so tudi dijakom povedali, zakaj so nekoč se bojevali in Verden in vse te stvari, in zdaj tako veliki prijatelji. Mi smo tudi prijatelji z Italijo, ampak toliko nismo prijatelji, ki tega, kaj počenjo fašizem, ljudstvo italijansko ne ve, sploh tudi danes ne ve, da tukaj mi imamo v Trstu svoje gledališče, svoje šole in tako naprej, je res, in da takrat pred časom fašizma vse to je bilo uničeno in to bilo tako naprej. To se pravi, v tem smislu je še dolžna nekako to svojemu prebivalcu povedati. Evo, tako imate zdaj združeno eno in drugo. In hvala lepa, da ste me poslušali. Excusez-moi.